Dober dan, drage gledalke in cenjeni gledalci, in po tednu dni ponovno pozdravljeni v oddaji Ozadja. Danes bo beseda tekla o športu, pa ne o katerem koli, pač pa o športu invalidov, s katerim se že desetletje ukvarja naša današnja gostja, gospa Tatjana Lapuh. Pozdravljena, Tatjana. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu vseh plavalčkov. Kaj te je v življenju pripeljalo do tega, da si se sploh začela tako prostovoljno, kot tudi kasneje po službeni plati ukvarjati z športom invalidov? Je kakšna osebna izkušnja v ozadju, se ti je kaj posebnega pripetilo v življenju, ki te je pripeljalo potem do tega, da si začela ta segment nekako bolj podrobno jemati pod drobnogled? Pravzaprav sem odraščala z očijem, ki je bil invalid. Imel je amputacijo leve roke nad komolcem, ampak na njega nikoli nisem gledala tako. No. V bistvu so me to spomnili potem šele na Soči, ko sem začela z njimi odbojko igrati, ker se mi je to isto vprašanje ponovilo. Jaz sem videla očija normalno kot vse hčerke in vsi otroci. Ne. Očija, ki mu zmore vse, mi da sva skupaj plavala, kolesarila, smučala, počela sva vse skupaj, tako da ni bilo nekih omejitev, ki jih ne bi zmogla narediti. Leta 2009 je pa v bistvu Plavalna zveza Slovenije naredila, mislim, da je bil, ne vem, kar nekaj let je trajal ta projekt preko evropskih sredstev, so v bistvu se odločili za vsesplošno izobraževanje plavalnih trenerjev in učiteljev in med njimi so bile tudi licence za invalide, se pravi bodisi gibalno ovirane, za osebe z motnjami v duševnem razvoju. In tako sem jaz počasi začela te licence delati, ker sem rekla, glede na to, da imam pač izobrazbo športni trener, da je vendarle dobro, da si obzorja tudi v plavalnem smislu razširim. In tako sem v bistvu v Soči se prvič srečala z invalidi tudi v praksi. Tam smo namreč v bistvu delali prakso z različnimi invalidi, ki so prišli tam bodisi zaradi prometnih nesreč, tega je največ, in so bili na rehabilitaciji, ali so razne kapi. Pri otrocih nekateri se tudi tako rodijo in potem smo dejansko vsak teden srečevali nove primere in v bistvu kar v bazenu praktično z njimi začeli. In mi je bilo to všeč. Potem sem se pa spomnila, da imamo v Krškem tudi enega fanta, Roka Slapšaka, ki ima Down sindrom in to mi je bilo v bistvu zelo zanimivo in sem v bistvu kar zbrala pogum, potrkala pri njih doma leta 2010 in sem rekla, jaz bi pa vašega fanta trenirala, če bi mi dovolili. In tako se je vsa zgodba začela. Kje pa je prišla ljubezen prav do plavanja? Ker športno trenerstvo je zelo širok pojem, športov je veliko. Kako si izbrala ravno plavanje? Kaj te je v ta šport nekako potegnilo? Pravzaprav sem bila že skozi me pač šport zanimal, ampak tako kot vsi otroci, pač doma poveš, ne vem, Katarina tudi plava, ne? Ali pa ne vem, če bi recimo violino igrala, bi zagotovo zgledi vlekli. Tako so tudi mene. Pač ena moja prijateljica, ki je tudi trenirala, to mi je bilo blazno všeč in jaz sem prišla domov z idejo, da bi tudi jaz trenirala. In tako so me začeli voziti, bilo mi je všeč in tako se je pač začela moja športna pot. Si se pa ukvarjala tudi s treniranjem čisto navadnih ljudi, ki niso invalidi, in lahko mogoče narediš primerjavo, kakšne so prednosti, slabosti, kaj se naučiš pri delu z enimi in z drugimi? Ja, jaz bom tako rekla, navadni smo vsi, jaz vedno pač popravljam, no, zaradi tega, da je se pač v družbi to poimenovanje vendarle bilo korektno, ne. Včasih mislijo ljudje, da so invalidi samo te, ki so gibalno ovirani. Invalidi so namreč tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni, slepi in slabovidni. Vsi so invalidi. Potem so pa glede na invalidnost seveda razvrščeni in tudi društva delujejo tako, kakor so te njihovi hendikepi. Zato jaz ne rečem, da smo mi kaj bolj normalni. Včasih se vprašaš, da ima bolj posebne potrebe. Ali res oni, ali pa imamo tudi mi, ne. Imaš, ne vem, oseba, ki ima nogo 56, ja, on ima tudi posebno potrebo, ne. Vendarle bo težko dobil supergo kar takole, ne. Gotovo, ja. Ja, tako da to je treba zelo paziti, no. Začela sem v plavalnem klubu Celulozer, kjer sem tudi jaz zrasla in pač takrat je bil to edini klub. Bilo mi je zelo všeč, da sem tam lahko trenirala, mislim, da je bila to lepa zgodba.
In ja, naučila sem se celotnega trenažnega procesa, kako delati z mladimi. Jaz sem imela v bistvu mlajše dečke, deklice. Luštni so bili. Mislim, da smo skupaj rastli in da sem se jaz z njimi skupaj razvijala v trenerja. Ko se je ta zgodba končala, sem pač se odločila, da naredim svoj klub, se pravi Športno društvo Plavalček. In glede na to, da je bil nabor teh licenc na področju športa invalidov kar zadosten, pravzaprav ni bilo strah. Pol me je bilo strah to, kje bi mogoče populacijo, ki bi trenirala, dobila. In kje je potem začela nekako prihajati v društvene vrste? Na kakšen način si jih začela pridobivati? Ja, zdaj rok je seveda že bil. Povezala sem se tudi s paraplegiki iz Novega mesta in tam sem dobila prvega amputiranca, ki je začel iz Metlike, se je vozil sem na treninge. In šla sem v bistvu na osnovno šolo dr. Mihajlo Rostahar. Tam sem predstavila, kaj bi želela početi. Imeli so roditeljski sestanek in so me povabili. Predstavila sem svojo zgodbo in vizijo in so mi kar nekako starši zaupali in tako smo začeli. Začetki so bili pravzaprav, kako bi rekla, nismo se poznali, tudi jaz nisem najbolj poznala, kako z njimi, ne. Skupaj se učimo in ja, zdaj mislim, da smo že kar vsi izkušeni in potem je v bistvu ime, nekako bom rekla, dobilo neko renome, no? Tudi v Posavju in tako se pa je začela zgodba, ne. Je pa res, da je način dela, ne, to, kar ste vprašali, zelo drugačen. Če sem, bom rekla, te moje celulozerje, kakšno tehniko ali pa skok na glavo kar hitro naučila, so tukaj leta, ne, za rezultat. Sploh z osebami s posebnimi potrebami. Avtisti so zelo specifični. Majčkeno so bolj okorni, trdi, koordinacija je malo težja in ob njih se učim potrpljenja, no. V bistvu so to oni moji učitelji za... Je trening za živce. Ja, rečemo tako, no. Ne, krasni so. Tako pač drug način dela je v bistvu bila najprej prioriteta res bolj to, da so v športu. Potem smo pa s to selekcijo ta prvo zrasli do tekmovalne selekcije, zdaj so pa seveda prioritete mnogo drugačne. Zdaj so pa to taki pravi treningi. Kakšen je pa občutek, ko recimo z nekom, ki ima neko bolezen, nek handicap, osvojiš cilj, ki ste si ga skupaj zadali in potem vidiš, da je oseba zadovoljna, ti si zadovoljna, ker ste prišli do tiste točke, ki ste si jo začrtali. Kako doživljajo te uspehe potem varovanci? Ja, zdaj tako, ne. Tudi v samem doživljanju so zelo različni, ne. Davni so zelo čustveni. In oni, mislim, tudi če je bil ta zadan, je njemu to, vse niti ne ve, da je bil zadan pravzaprav. Ampak vendarle vesel je, ne. Da je bil zraven sploh. Ja, čeprav sem jih naučila, da to ni važno je sodelovati, ne. Zelo dobro vejo, da to paraolimpijsko gibanje. Samo prvi trije bojo dobili kolajne, ne. Četrti, ne, pač ne bo, ne. To so se naučili, tako da čeprav bom rekla, tudi jaz, avtisti zelo so zdaj mislim, da so se navadili tega športnega in tekmovalnega, predvsem tekmovalnega duha in celotnega gibanja. Tako da mislim, da zdaj doživljajo te uspehe tako. Jaz jih pa doživljam tudi zelo čustveno. Pa moram reči, imam eno punco, Larisa, ona je avtist, pa še gluha je, ne, in takrat, kada aparatke dol ne sliši nič. Vem, da smo šli prvič, ne vem, je bilo 3 leta nazaj, na eno tekmo v Ljubljani, Princ in princesa, in tam smo se v bistvu priključili neinvalidom. To sem jaz želela. Da vidijo ostali, da lahko tudi invalidi plavajo. In ona je prvič takrat preplavala tistih 25 metrov. Ja, meni so šle solze, ne. Pa ne gre za kolajno. Ampak v bistvu gre, pri meni kot trenerju, gre za tisto, da, ne vem, da si uspel jih naučiti, da zmorejo. Oni pa seveda rabijo tudi zunanjo motivacijo. To so pa pač kolajne, diplome, kakorkoli že, ne. Dejansko dokaz, da se zmore, če se potrudi in če si v to smer tudi usmerjen. Zelo motivacijska in spodbudna je tvoja nekako življenjska mantra, ne? Da najprej so zmožnosti, potem so nezmožnosti. To moram reči, si me tudi ti sama osebno, ko sva prvič imele pogovore v tej smeri, se mi je ta misel zelo usidrala. In kako jo nekako vcepiš v narekovajih športnikom in invalidom, da
nekako res razmišljajo v duhu, moram se potruditi, moram najprej videti, kaj lahko, šele potem, ko vidim, da mogoče res ne morem, bom razmišljal o tem, da ne morem. Kako jih pripraviš do tega? Ali imajo to nekako že v sebi tudi vcepljeno? Ne, mislim, da smo ljudje zelo narejeni na cono ugodje. Tudi oni, zelo. Mislim, da moram imeti kar pravo mero pedagoga, srčnosti in tistega trenerja, ki je zmaj. Sploh pri tekmovalni selekciji. Zdaj, to je zelo treba znati, ne? Ta en lep gemišt narediti, da se to zgnete v enega tekmovalca, da zori. Zanimivi so tem potiranci, ne? Oni so pa seveda ne v glavi vse ok, ampak so polni izgovorov tudi, ne? In tega ne slišim, ne? Za izgovore jaz nisem, ne? Svedno rečem, ne, da se, ne? Bova, ne? In te, ki so pač možni razumeti tudi norme, ne? Se pravi, da je to nek oštevilčen rezultat, numerično, da ga dojamejo. Z njimi se pač pogovarjamo tako, ne? Imam tudi enega avtista, Maja, to mu je jasno, ne? Koliko mora plavati. Zdaj, kako bo pa on to dosegel? Seveda so tudi kdaj padci, potem se pa pač pogovarjamo. Pišemo, rišemo, jaz jih tudi ven vzamem, ne? Na različne načine poskušam, ne? Kljub temu, da se športno društvo Plavalček imenuje prav po tej športni disciplini in nekako narekuje, da je plavanje tisto, ki je nekako rdeča nit vašega dogajanja, pa to še zdaleč ni edina aktivnost, s katero se ukvarjate. Kaj vse v sklopu društva nudite športnikom invalidom? Katere vse aktivnosti lahko pri vas koristijo, razvijajo? Ja, res je. Mi smo poimenovali pač po primarni panogi, ki jo pač še vedno najbolj treniramo, to je plavanje. Tudi želvo kot logo si nismo v bistvu zaman izbrali. Želva je namreč zelo okorna plavalka, ampak je vztrajna, takšna kot so pravzaprav invalidi. Tako da ja, v bistvu začelo se je vsa zgodba s plavanjem. Mene pa v bistvu začela navduševati odbojka sede, katero sem začela tudi jaz trenirati potem na Soči. In tudi dve punci smo tukaj najdeli v Posavju, amputiranki, ki ste potem šle tudi na mojo pobudo v reprezentanco žensko odbojke sede. Tako da sem potem jaz rekla, to bi bilo pa dobro sem pripeljati. In začeli smo potem s treningi odbojke sede in pa športno abecedo. Športna abeceda je pa pravzaprav namenjena vsem gibalno oviranim in osebam z motnjami v duševnem razvoju. Gre za elementarne igre, igre žogo, elemente, košarke, vaje za moč, za vzdržljivost. In prav športna abeceda je pravzaprav naletela na zelo dober odziv, no? Tako da tle sem zelo prijetno presenečena, da se odzovejo. Mogoče malo pogrešam gibalno ovirane, da bi tudi prišli, no? Zdaj so bolj osebe z motnjami v duševnem razvoju tam. Pri odbojki sede je pa v bistvu moj namen, da bi naredili inkluzijo, ne? Da bi v bistvu skupaj trenirali invalidi in neinvalidi. Namreč to se že odzuni po svetu dogaja, na Nizozemskem so to najprej začeli, ker ni bilo dovolj amputirancev, ker to je v bistvu bil najprej šport, ki je bil namenjen amputirancem. Spodnjih končin, ne? Se pravi, roke morajo biti. In ker jih ni bilo dovolj, so rekli prijatelju, bi ti tudi šel, pa bi se usedel, pa bi z nami igral. In tako se je v bistvu razvila odbojka sede. In to bi jaz tudi rada v bistvu tudi ob tej priliki pozvala vse, ki ste ljubitelji žoge, še posebej odbojke, da poskusite z nami trenirati tudi sede, no. To je zelo lep, atraktiven šport, res je majčkeno hitrejši, ker smo na tleh, je igra bistveno hitrejša, je pa tudi atraktivna, no, toliko bolj. Tako da to delamo. Kako pa se recimo odzivajo neinvalidi, ko dejansko imajo ude gibljive, bi dejansko lahko recimo stali in odbojko, ko si jo ravno omenila, igrali na tem klasičnem sistemu. Imajo mogoče kakšne težave, da potem, ko to poskusijo, kako je z ljudmi, ki so mogoče imajo amputirane spodnje končine, da se nekako bolj poistovetijo s tem, kako oni čutijo, kako se oni gibljajo. Je začutiti tudi potem v samem društvu, ko naredite mogoče kakšno analizo, kakšnega treninga, da so neke take miselne preskoke dosegli na račun teh treningov, ki jih izvajate? Ja, pri odbojki sede so pravzaprav amputiranci v prednosti pred nami. Namreč, ker nimajo ene končine ali pa tudi, če nimajo obeh, so bistveno hitrejši.
njihovo gibanje na tleh, sediš namreč na zadnjici, v stiku s tlemi in se premikaš v bistvu s pomočjo rok, da zadrsaš. Ja, in tle so fantastični in tega mi ne moremo z nobenim treningom doseči. Tako da mislim, da ko se neinvalid usede z njimi, jih lahko samo občuduje in reče wow. Zdaj spet odvisen, kako so gibljivi, ne? Nekateri imajo pa takoj težave, pridejo na en trening, pa jih potem ni več, nekateri vztrajajo. Mislim pa, da je taka luštna klima, da so vedno tako zelo presenečeni in pa tudi, da jih občudujejo, no? Neinvalidi. V plavanju smo pa v bistvu tako naredili, da tudi rekreativci zraven trenirajo. Mi je všeč, da tudi mladi, tako imamo zdaj 3 otroke, no? Tako 2 sta prav najstnika in je osnovnošolc. Trenirajo skupaj z njimi, spoznavajo to drugačnost. Pri odraslih imamo tudi rekreativca. Všeč mi je ta klima, no? Ki se je naredila, da se v bistvu ne delajo te razlike. Ne? Da je v bistvu ta povezanost med športniki invalidi in športniki neinvalidi. Tako. Da je dejansko šport tisti, ki povezuje, ne pa neka nezmožnost ali zmožnost nekaj početi. Je pa v posavskem prostoru nekako bil šport invalidov malce zapostavljen oziroma so ga prakticirali samo posamezniki. Ni bilo tega sistematičnega ukvarjanja, kot se je nekako pričel pred 7 leti, ko si se odločila ustanoviti športno društvo Plavalček. Kaj meniš, da je botrovalo k temu, da nekako nekdo ni že prej zbral poguma, glede na to, da oseb, ki so invalidi, le ni tako malo in da je nekako pošteno tudi njim ponuditi neko organizirano obliko vadbe, prilagojeno njim? Jaz mislim, da je glavni vzrok, da tega ni in da je še vedno slabo informirano in tudi v prakso sprovedeno, je neznanje. Pravzaprav ljudje o tem ne vejo in ker ne vejo, ima za posledico strah. Ne? Je pa res, da tudi izobraževanja prej niso potekala. Ne? Potem se pa v bistvu začela ta promocija. Šport invalidov je, mislim, da največji zagon dobil leta 2012. Se pravi, ko so bile paraolimpijske v Londonu. Takrat je naredil krasno promocijo za šport invalidov Darko Đurić. Seveda je tudi on iz plavalnih vrst. Čeprav jaz lahko s ponosom rečem, da imamo tle Damjana Pavlina, ki je izvrsten strelec, včasih ima malo nesrečo tisti 4., 5. mest, ampak z največjo kilometrino in vse spoštovanje do njega, da vztraja in da je pravzaprav on zarisal pot športa invalidov v Krškem, smo lahko zelo ponosni nanj. Je pa res, da je bil posameznik, ki bi že prej integriran, pravzaprav v Strelsko društvo Leskovec, začel je pri Jožku Toarhu. In potem tudi, ko je Zveza paraolimpijski komite v njem prepoznal to profesionalnost, so mu ponudili tudi te treninge in priprave v Ljubljani. Tako da mislim, da so začetki prav v Krškem so pri njemu. Tudi mene je definitivno spodbudilo to, da sem same diplome in znanja imela. Če tega nimaš, seveda tudi to ne moreš početi, ker danes moraš imeti za vse licence. Fajn je tudi, da imaš potem še prakso, mi smo tega precej naredili. Tako da to je v povojih z namenom, ker se v bistvu tudi prej invalidi niso toliko kazali v javnosti. Ne? Bili so v zavodih, danes jih vidimo pa vse posod. Ne? Tudi te arhitekturne ovire so vedno lažje premagljive. Vsi trgovski centri, športni centri so vedno bolj prilagojeni njim. Ne? Tako da se pravzaprav se je začela družba odpirati in potem se je sporedno s tem začel tudi šport invalidov promovirati. Ampak jaz rečem, še vedno je največja promocija so te paraolimpijski cikli. Ne? Paraolimpijske igre jih izstrelijo. Ne? Potem se pač zatone spet v pozabo, ker največji uspeh in vrh, za katerega športnik dela, tako invalid kot neinvalid, so olimpijske in potem paraolimpijske igre, ne, ki sledijo. Imate pa v svojih vrstah tudi nekaj športnikov, ki so nekako odličja že taka dosegli, s katerimi se z veseljem tudi pohvalite in tako kot trenerka in z vidika samega društva. V tujini na Hrvaškem mislim, da ste se udeležili nekega tekmovanja in tam nekako doživeli ta poseben ponos. Ja, tako je. To leto smo šli v Split. V Splitu je pač najbližja tekma, ki velja za IPC točke, torej to so mednarodne točke, ki veljajo v paraolimpijskem plavanju. Vse ostale tekme, na katere hodimo, se pravi na Hrvaško in Srbijo,
ne štejo za te točke. Te so bile pa zelo pomembne in v bistvu je bil to naš zimski vrh, za katere sem pripravljala plavalce. In jaz sem zelo ponosna, da smo v bistvu uspeli dobiti 2 državni kategorizaciji. Maj Režman, ki je pač avtist, 19-letnik, in pa Ivan Lesnika, on je pa v bistvu kar že starejši, je amputeranec in je tudi dobil. Tako da ravno on je tudi dokaz, da leta vendarle v športu invalidov niso ovira. Včasih je zato veljalo bolj streljanje, zdaj pa mislim, da se pravzaprav vsi športi, kjer je potrebna tudi zdržljivost, ne samo eksplozivnost, namreč eksplozivnost z leti vendarle upada, da se vzdržuje, ne, ta nivo še lahko. Tako da, ja, na to smo zelo ponosni. No. Letos smo imeli tudi 7 državnih prvakov v naših vrstah, to so pa v bistvu, to je potem drugi vrh, ki ga naredimo, to je pa poleti, s tem zaključimo sezono. Ne. Tako da, ja, mislim, da so kar uspešni tele plavalčki. Da rezultati tudi potem govorijo sami zase. Res je. Imate potem tudi cilj, da ta 2, ki sta v Splitu dosegla tak zavidljiv uspeh, da sta te točke osvojila, ki so nekako prvi korak v smeri paraolimpijskih iger. Nekako se spogledujete, da bi na dolgi rok se udeležili paraolimpijskih iger s katerimi izmed članov društva? Ja, s starejšim zagotovo ne. To je pač nedosegljivo. Z mlajšim in tudi ostalimi, ne, so pa stvari še zelo odprte. Ne. Tako da nikoli ne reci nikoli. Ne. Delamo, pridni smo, je pa res, da imamo tudi pogoje za delo zelo slabe, ne, v Krškem. S tem se v bistvu soočajo vsi plavalni klubi, nismo izjema, tako da. Kje vse pa sploh izvajate vaše treninge? Tako odbojko, športno abecedo, plavanje. Kateri so tisti prostori, ki vas združujejo? Plavanje je pravzaprav razdeljeno, bom rekla, kar na celo leto, glede na letni čas. V zimskem času treniramo z mlajšimi selekcijami v osnovni šoli v Krškem, starejšo v Leskovcu. Potem gremo spomladi, nekje maja, v Čatež, v 50-metrski bazen, in junija smo potem v bazenu Brestanica. Potem smo pa spet, ko je zimska sezona, smo v notranjih bazenih. Odbojko se trenira v srednji šoli Krško, tehnični, v galeriji na vrhu. Športna abeceda se pa izvaja v osnovni šoli dr. Mihajlo Rostohar. Skratka, ste na večjih lokacijah. Na večjih lokacijah, definitivno. Koliko pa vas je oseb, ki delate s športniki invalidi? Predvidevam, da toliko članstva, kot je v društvu, nekako, tudi če bi želela na enega človeka fizično in psihično, nekako ne more vse pasti. Koliko imaš pomagačev? Kako so prišli zraven? Kako jih še mogoče povabiš, da se udeležijo tega, da ti pomagajo pri delu z njimi? Pravzaprav delam vse sama. Vse sama, deklica za vse? Vse. Od razpisov, treningov, na tekmi, na sami tekmi imam pomagače, ja, to ne gre zaradi tega, ker pač jih je treba recimo na plavanju na štart peljati. Nekateri pač ne morejo sami štartati, ali pa je treba, ne vem, amputirancu berglo nesti na drug konec, pa že naslednji štarta, tako da pač na tekmah res ne moreš sam. Vse ostale treninge pa speljem zaenkrat še sama in tako je. Sem kar sama. Pa je nekako med ljudmi ta vzgib pomagati. Ne bi želela nekako namigovati, da oseba, ki je športnik invalid, zato ker je pač hendikepirana na tak ali drugačen način, da potrebuje pomoč, ampak vseeno so posamezniki, ki kot prostovoljci marsikje delujejo in se ni mogoče kdaj zgodilo, da bi sami pokazali neko zanimanje, da se vključijo kot prostovoljci, da pomagajo, da mogoče tudi osebnostno nekako zrastejo ob takšnem delu. Kako se kaj v tej smeri? Pravzaprav je v bistvu, če kdo pomaga, potem so to še največ starši. Ne? Recimo s prevozi, ne? Na same treninge, na tekme pač gremo s kombijem, vozim jaz. Pa recimo na sami tekmi, ne? Takrat, ko delamo domačo tekmo, je pač treba veliko pomoči. Ne? Takrat pride prav starši, se dogovarjam s plavalnim klubom Celuloza, z njihovimi sodniki in tako. Takrat mislim, da se vidi ta žar pomagati, no? Ampak ne njim kot pomagati, ampak tako, ne? Naredil bom nekaj dobrega.
ne? Naredil bom nekaj dobrega. In se mi zdi, da takrat so sodniki zelo veseli, mislim, da radi sodijo našo tekmo. Ne? Tako ja, drugače pa vsak dan jaz sem pa pač, mislim, zmorem, zato je to tako. No. Ni nekako bojazni v tebi, da če se nekako članstvo poveča, potem invalidov, neinvalidov, nujno, da bi pregorela enostavno. Ja, seveda je tudi to za pričakovati. Ja, upam, da se bo pač razvilo tudi do te mere, ne? Da bo... Dejansko je to potem plusa, ne? Če se članstvo toliko poveča, da boš primorana poiskati pomoč, pol je to dejansko večji plus kot pa minus že za sam razvoj športa invalidov. To je dober pokazatelj, zagotovo. Kakšne so pa nekako vrste invalidnosti, s katerimi se srečuješ v društvu? Oziroma na osnovi kakšnih vrst invalidnosti se potem tudi športniki delijo v določene kategorije v tekmovalnega smisla? Ja, zdaj pri nas imamo tako, imamo eno punčko s cerebralno paralizo, no, ki na vozičku, pa amputiranca, kar se gibalno oviranih tiče, ne, paraplegikov nimamo, tetraplegikov tudi ne, in osebe z motnjami v duševnem razvoju. Sicer pa v plavanju se delijo športniki na 14 klas, ne, klase so, in sicer od 1. do 10. klase so gibalno ovirani. Manjša kot je številka, večja je gibalna oviranost. Potem od 11 do 13 so slepi in slabovidni. 14 so pa osebe s posebnimi potrebami. Ne? Kam se pa uvrščajo, ko si omenila, da tudi gluhi in naglušni? Imajo pa svoje igre, to so pa Deaflympics. Oni pa nikamor sem ne sodijo, ker mi smo v paraolimpijskem gibanju. Nekako se specialno olimpijado zaenkrat ne spogledujemo, ne vem, všeč mi je to, da pač tako prav zares tekmujejo. Oni imajo pa svoje, gluhi, zato niso v tem sistemu tekmovalnem. Pri odbojki je v bistvu handicap, torej kakršnakoli že amputacija. Zdaj seveda igrajo tudi osebe z amputacijami zgornjega uda, ker so zato nastale zato potrebne proteze športne. Ne? To včasih ni bilo, zdaj se to vse razvija. Se pravi, imamo handicap, minimalni handicap, to pomeni, tukaj dobimo ogromno teh bivših odbojkašev. To so te športne poškodbe ali ramenskih obročev, ali kolena, raznih tetiv in so potem že primerni za to. In pa v bistvu neinvalid. Ne? En neinvalid lahko naenkrat igra. To je za odbojko. Pri športni abecedi ni tekmovanja, torej teh razmestitev ni. Ne? Košarka ima pa spet isto. Ne? So v bistvu pike. Ne? Recimo, vsak šport ima pač različno, ja, glede na to, kakšen je pač ta handicap, koliko uda manjka. In kako pogosto se člani društva potem oglasijo, da skupaj trenirate, skupaj razvijate gibalne sposobnosti? Kako pogosti so treningi, kako jih nekako razporedite tekom tedna, kako so nekako vpeti v športno življenje z vidika društva? Ja, ta starejši, se pravi tekmovalna selekcija, trenira 3-krat na teden po 2 uri. Ta srednji so pač 2-krat tedensko, zdaj imamo v bistvu še eno novo skupino, so v bistvu tako še neplavalci, so avtisti in tako. Te imajo 1-krat na teden, se pač še učijo osnov plavanja. Tako. Športna abeceda je tudi 1-krat na teden, 2 šolski uri. Odbojka sedaj pa poteka 2-krat tedensko, tudi po 2 uri. Skratka, lahko brez težav umestijo šport v njihove klasične urnike. Ja, ker so večerni, ne? Sploh te starejši imajo večerne treninge. Ta srednji pa mlajši pa v bistvu po šoli, ne? Kar tudi staršem ustreza zaradi vožnje. Da ni treba namensko se kam voziti. Tako. Govorili sva že prej nekako o tem, da je družba bolj odprta, da sprejema osebe, ki so invalidi, da se tudi arhitekturno nekako prilagajajo objekti, športni, trgovinski, kakršnikoli, temu, da imajo lažjo in boljšo dostopnost. Kako pa bi ti ocenila, glede na to, da delaš že dobro desetletje z športom invalidom, z njimi samimi, kako je na splošno družba v posavskem prostoru prijazna do invalidov, kako sprejemajo osebe, ki so invalidi in kako jim nekako pridajo naproti, tako z vidika neke majhne lokalne skupnosti, kot mogoče tudi z občinskega vidika, z vidika kakšnih inštitucij, ki nekako
morajo ali pa je zaželjeno, da imajo posluh za osebe, ki imajo nek handicap? Jaz mislim, da v Posavju krasno sodelujemo. Mislim, da smo, ne vem, lep primer, eden lepših v Sloveniji. No? Zelo aktivni, tle je treba poudariti, da smo prvi začeli z glasbeno šolo, s programom za posebne potrebe, ne? Ki je že tudi, ne vem, 11-12 leto v glavnem. Tle smo bili pionirji, ne? Na glasbenem področju. Saj tudi s plavanjem se pravzaprav ni veliko ukvarjali v Sloveniji takrat še, ne? Ko smo mi začeli. Tako da mislim, da je tudi društvo Sožitje so krasni, društvo Down, Sonček. V bistvu z vsemi sodelujemo. Tle moram pohvaliti tudi osnovno šolo dr. Mihajlo Rostohar, dela krasne programe in se povezuje z zunanjimi društvi. In jaz bi rekla, da tako, kot so tukaj močni na področju invalidov, ne vem, če so kje v Sloveniji. In tako povezani, no? To je prav lepo videti, kako to funkcionira. Tako da mislim, da tle je družba zelo odprta. Posledično pa seveda tudi občina, ne? In vse ta podjetja, ki na kakršenkoli način že pomagajo, bodisi z donacijami ali z izposojo kombijev in tako, da se odpirajo, ne? Seveda, ker tudi mi smo prodorni, vsa ta društva so vedno bolj prodorna, ne? S svojimi projekti se kažejo na ven in sporočajo družbi, tukaj smo, ne? Tako da mislim, da je to nekaj lepega, no. Res je. Ja. Ena glavnih, bom rekla, ali pa bolje prepoznanih projektov, ki jih pripravljate v Športnem društvu Plavalček, je tudi vsakoletni, oziroma zdaj letos ste praznovali 5. zapovrstjo mednarodni plavalčkov miting, ki je bil na bazenu v Brestanici. Ne gre pa tudi brez tega, da omeniva na splošno samo promocijo športa. To sta nekako tisti dve glavni, največji dejavnosti, ki polno zaposlujeta osebje oziroma tebe kot tisto gonilno silo v društvu. Kaj nekako s tema projektoma promocija športa kot takšen nekako bolj celosten in tudi plavalčkov miting kot nek tak lep vzorčen primer mednarodnega sodelovanja, kaj sporočate ostalim recimo v državi in tudi mednarodno? Ja, takrat, ko sem jaz začela s tem plavanjem, sem si blazno želela, ker smo začeli samo ven hoditi, ne, na tekme, da bi imeli tudi doma tekmo. In sem rekla, nič, jaz jo bom pa naredila. In tako se je začelo. Kaj bi rekla, kaj sporočamo? Predvsem se mi je zdelo to pomembno, da bi imeli čim več, se pravi, domačih klubov, ki se ukvarjajo s športom invalidov, in tujih, da bi v bistvu Posavju ali pa Krškemu pokazali, pridite in poglejte, kaj zmorejo. In tako bom rekla, seveda, plavanje samo po sebi ni toliko atraktiven šport, ampak vendarle, ko pa vidiš invalida, kaj vse zmore, še posebej te gibalno ovirani, so pa ljudje kar začudeni in tako presenečeni, ne? Prijetno presenečeni. In sem rekla, dajmo to pripeljati v Krško. Tako da, seveda, to je krasna promocija za šport invalidov, na koncu tudi za naše društvo. Mislim, da je ena lepših tekem zaradi tega, ker je zunaj, ker so vse prejšnje tekme noter, ta je pa v takem lepem okolju, no? Tako da radi pa še ostanejo in se podružijo. No? To mi je všeč, da je pa tudi prijetno s koristnim. S promocijo športa invalidov kot dogodek smo pa pravzaprav hoteli pokazati najprej pedagogom, športnim pedagogom, kaj bi lahko naredili z učencem, ki ga imajo zdaj ali na klopi, da ne telovadi, ali pa da ima celoletno opravičilo, ne? Kaj delati z njim. Ne? Seveda, ker tudi sami športni pedagogi, če nimajo znanja, se ne morejo, ne moramo pričakovati. Zato smo rekli, bomo različne panoge, čim več različnih panog bomo predstavili in tukaj smo hoteli zajeti šolstvo, same invalide, da probajo več različnih panog, in tudi neinvalide, ne? Se pravi otroke, odrasle, kdorkoli že da pride, smo s tem sporočali, glejte, kakšen nabor športa sploh obstaja. Vse ljudje niso poznali. Ne? Jaz mislim, da sploh še zdaj me včasih vprašajo, odbojka se deje, da so na vozičku. Ne? Iz nepoznavanja, vse ok. Ne? Zato jaz vedno rečem, dej, zber pogum, ne? Tako kot piše, napravi se v trenerko in prid. Ne? Zelo preprosto je. Prid, used se, brez predsodkov, ne? Pa danes nimam časa ali pa je že nekaj. Seveda, vedno je nekaj. Ne?
tako pač hoteli smo pokazati, kaj vse obstaja za njih, kako se dela, ker so tam vedno mentori, ki pokažejo to v bistvu, kako eno delo postaje, bi mi rekli trenerji. Ne? In v bistvu se obiskovalci potem selijo iz postaje na postajo in sprobajo to panogo, ki je tam. Ne? Tako da tudi krasna stvar. Kako si pa kaj zadovoljna z medijskim nekako izpostavljanjem dosežkov ali sprememb ali napredka, ki se tiče športa invalidov v samem Posavju? O športih na splošno in o dosežkih se veliko piše, ne glede na to, katera disciplina je v ospredju. Je šport invalidov tudi nekako v spletnih medijih, tiskanih časopisih, denimo, ali na družbenih omrežjih toliko izpostavljen, da ga ljudje začutijo, da vejo, da je prisoten, da se dogaja, da ni to nekaj, kar je nekako potisnjeno ob rob, da je to nekaj, kar je rednega, aktivnega, kontinuiranega. Mislim, da vedno bolj, tudi s tem, da se popravlja. Mislim, da lahko Ansa TV mirno pohvalim, da sem že večkrat tukaj bila, tako da hvala lepa. To je tudi ena lepa promocija, kar se tiče raznih portalov, lepo objavljajo vse novice, ki se jim pošlje. Drugače pa mislim, da je zdaj zelo dober tale Facebook, da pač sam promoviraš. Je pa res, ne? Ljudje bojo sami pogledali tisto, kar poznajo. Torej, poznam nekoga, ki trenira. Ali pa sem tvoj prijatelj. Še vedno je najboljša reklama od ust do ust. Zanimivo v digitalni dobi, ne? Ampak tudi, da klikneš, vse koliko smo ljudje hitri, ne? Preletimo, ne? Vedno novico preletimo, ne? Bodi si na družbenem omrežju ali pa če je, ne vem, RTV Slo. Zelo se nam mudi, ne? Kaj je tisto, da nam bo oko zastalo in boš kliknil, ne? Nekaj poznanega. Tako, če te je res prevzel, te je prevzel zaradi tega, ker nekoga poznaš. Ne? Tako da ja, se odpira tudi to. Ne? Ste potem tudi članstvo nekako pridobivali tako, da je nekdo ali pa neka skupina že trenirala, pa je potem ta ustno izročilo šlo iz vrst samega društva skozi šolske hodnike ali skozi neke skupna druženja, pa ste potem na ta račun tudi dobili nove člane v društvo? Ja, za plavanje zagotovo. Za plavanje pravzaprav reklame ne delamo, ampak se dela sama, pač od ust do ust. Za odbojko sedi pa so problemi, ne? Tako kot sem rekla, še vedno vljudno vabljeni vsi, ne? Ki ste pogumni, da bi se usedli z nami na tla in zaigrali. Krasna igra. Športna abeceda je tudi v redu, je pa res, da tako kot sem rekla, pravzaprav itak se vse sproti objavlja na Facebooku in če so kakšni, ne vem, ali eventi, da jih mi naredimo ali pa da gremo na tekmo, se pa tudi pokaže v raznih spletnih medijih. Ste pa dosegljivi na spletnem omrežju, družbenem omrežju Facebook, verjetno pod iskalnim geslom ŠD Plavalček. Tako, na Facebooku. In tam ste potem dejansko ažurno objavljate vse novosti, vse novice, vse napovedi, tako, fotografije. Nismo se odločili za internetno stran, ampak v bistvu kar prek Facebooka, ker je v bistvu tudi krasna povratna informacija, koliko smo zanimivi. Tako da je luštno, ko gremo na kakšno tekmo in potem sproti objavljamo pač rezultate in fotografije, se prav vidi, kako ljudje navijajo za nas in je to tako lepo. Vas spremljajo v danem trenutku, ne? Ja, lepo. Kje vidite tako z vidika športnega društva ali pa z vidika samega športa invalidov in v posavskem prostoru in tudi z vidika nekako države Slovenije, nekaj manevrskega prostora, kje so še rezerve, kaj bi se še dalo nekako narediti za šport invalidov, za njihovo boljše udejstvovanje, za njihove boljše možnosti, kje so tiste rezerve, ki bi se jih dalo nekako z minimalnimi sredstvi ali pa z ne tako veliko truda vseeno doseči, da bi bil nek napredek še bolj viden. Ja, jaz mislim, da bi bilo kar v redu, če bi se invalidi, zdaj ne vem, ali sami, ali pa da so tukaj starši, ne, enostavno se je treba samo odpraviti in začeti to zgodbo delati, ne. Jaz rečem vedno tako, ne, če bo zgodbo naredil, te bojo že opazili, ne. Začeti je treba pri posamezniku in ko bojo posamezniki skupaj vstopali, bo to družba in potem boš slišan. In tako potem lahko nastopaš po mojem v občinskem merilu in tudi v državnem. Ampak vedno z rezultati. Ne? Vedno rečem,
dajmo delati, bomo manj govorili, dajmo narediti in potem bomo sigurno opaženi. Ne. Da plodovi dela dejansko govorijo sami zase, ne, da toliko nekako teoretizirajo ljudje. Tako, jaz mislim, da je, tako kot sem rekla, še vedno je strah prisoten, ne. Pri samemu invalidu, da bi pristopil, ali pa tudi recimo verjetno pri starših, ne, je bolj strah, ne, in to je zadosten izgovor, ne, da potem rečejo, nimamo časa ali pa to pa ne bi. Ne. Tako da jaz vedno rečem, ta prvo je treba manever pri sebi narediti. Ne smemo prav preveč triumfirati pa kričati, dejte nam. Ne. Jaz ne bi tako začela, ne, ampak vedno pri posamezniku. Ne. Kako si pa ti nek morebiten strah premagala, če greva nekako bolj na oseben, intimen nivo z tvojega vidika? Glede na to, da si en tak prodor naredila, da so posamezniki sicer obstajali v posavskem prostoru, ki so se že začeli ukvarjati s športom invalidom, ti si pa prva, ki si to sistematično začela početi. Vseeno, ne moreš vedeti, ko se nečesa prvič lotiš, si dejansko, če se izrazim po tvoje, si vržen v vodo in moraš plavati, moraš se znajti, ne? In ne veš, kje bojo napake, kaj bo dobro, kaj ne bo dobro. Kako si ti premagala ta strah, ko dejansko nisi vedela, ali bo zadeva šla po tistih smernicah, ki si jih zadala, ali bojo kakšne ovire? Ja, bom tako rekla, ne? Sej vedno je mali strahec, ne? Ki ga nosimo s sabo, moram reči, vedno prisoten. Ne? Bom rekla, z vsakim novim, ki pride, ne, si rečem, a mi bo šlo, a bom znala. Ne. Vse to ne pomeni, če imam jaz 8 avtistov, pa je ta 9 prišel, da znam z njim. Vsak je individuum. Tako da tudi mene je, čeprav jaz tako nastopam in delam, kakor suvereno, vedno je zadaj ti strah, ker te pravzaprav, zdaj, če bi bil destruktiven, ne bilo v redu, ne, te pa hran, ne, glih toliko je, da te motivira, pa reče, dej, ne, sej bo, sej bo. Kot neka zdrava trema. Ja, tako, ne, ker jaz v bistvu vsak trening tudi vedno znova nastopam, ne, tam pred njimi. Ne. To ne pomeni, da znam, mi se skupaj učimo. Ne. Jaz rečem vedno, oni so tisti, ne, me učijo. Ne vem, potrpežljivosti, načinov dela, ne. Ali pa recimo, ne vem, pripomočke, ne vem, jaz sem jih uporabljala pri neinvalidih čisto drugače. Ali pa neke vaje. Se jaz skupaj učim in sem dobila tega drugega poteranca. Ja, on dela nekatere stvari čisto drugače, ko jih je on prvi. Ne? Tako da vsakič, ko pride nekaj novega, me je strah. Vsakič, ko meeting pripravljam, me je strah. A bo, a ne bo, a se bo prijel za promocijo športa invalidov. Vedno imaš v zadnji, kaj pa, če ne bo. Ampak je tisto, da bo, je močnejši in te potem žene, ne, k temu cilju. Tako da. Potem, če pogledava, da nekako programi, ki si jih začrtala, ki si jih zadala, da uspešno živijo, da imajo odziv, da je tista povratna informacija, so udeleženci, je članstvo, ki se povečuje k sreči, za kar seveda čestitam društvu in tebi osebno. Dajva si priznati, sigurno je neko tisto osebno zadovoljstvo, nek tisto občutek, ko te pogreje pri srcu, da ta pot, ki si jo ubrala, je dobra, je pravilna, je družbeno koristna, nekaj narediš dobrega tako za posameznika, ki se ukvarja kot športnik invalid z neko dejavnostjo, kot tudi na splošno. Vsekakor. To je moja pot. Mislim, da drugačne si ne bi mogla želeti. No. Mislim, da je to nekaj najlepšega, da delaš, da hodiš v službo in se imaš ob temu še fajn, pa veš, da nekaj dobrega narediš. Ne. In to si ti vse troje si združila? Ja, vse mi je k sreči uspelo, ne? Ampak vedno rečem, oni so tisti, ne? Oni mi dajo. Ne? Jaz grem jaz sem orodje, drugače so pa oni, tisti so carji. Seveda sem jaz to zastavila in postavljam, ne? Ampak tako sem jim hvaležna, no? Da lahko tole zgodbo pravzaprav živim in ja, rečem, plavalček je pač moj otrok, no? Evo. In jaz hodu, ne? Zdaj sva 7 let. Kakšni so pa kaj še načrti? Zdaj društvo deluje 7. leto, uspešno ste letos speljali 5. plavalčkov meeting, 3 leta vas pa še ločijo do prvega okroglega jubileja. Vsaka 10. obletnica ali pa tudi kakšna še višja je vedno bolj slavnostna kot te klasične, ki niso okrogle. Pa mogoče, če se zdaj osredotočiva na to obdobje teh 3 let, ki vas ločijo kot društvo do jubileja, kakšni so kaj načrti? Verjetno nadaljevati s temi projekti, ki so že nekako ukoreninjeni, ki so se prijeli. Je še kakšna druga zadeva, ki jo imate v planu za pripraviti, za izpeljati? Kar se tiče športnih panog, ne? Definitivno bi si želela tekmovalno selekcijo in povečati
pa tudi izboljšati še rezultate, ne. Vedno stremiš, sploh kot trener, ne, nikoli ni dovolj, ne. Tle mislim, da imamo še precej manevra, no. Pa tudi te srednje že malo več na tekme voziti, no. To mi je cilj, kar se plavanja tiče, ne, se pravi po kakšno kategorizacijo še. Kar se tiče pa odbojke, sedaj bi pa zelo rada, da se pač naredi ena taka ekipa, ki bi dihala kot tim in bi rekli, da smo se obdržali čez celo leto, ne. Da bi bili tle, ne vem, da bi jim to ratalo všeč, no. To je moja želja, no. Tle pri odbojki sedaj smo še šibki, ne. Jaz, ko gledam tako Ljubljana, Gorica, seveda te trenirajo, ne vem, 25-30 let. To je zgodovina, ne. Mi smo pa na začetku. Tako da tukaj so še želje, tukaj so plani narediti neko stabilno ekipo. Pa mogoče res pridobiti še, ne vem, jaz sem v bistvu Posavje zajela dobro Brežice, Krško, Sevnica je še malo slabš, Kostanjevica, ne. To si še želim, ne. Pa ne vem, Dolenjska tudi, zakaj pa ne, se končno hodijo tudi otroci iz Trebnjega, In to so vse stvari, ki se ne zgodijo čez noč, to je vse treba nekako počasi pridobivati, počasi z njimi delati, da tudi pridobijo to zaupanje v samo delo, v samega trenerja, ne. Zagotovo. Ja. Krasno. Jaz želim, da bi članstva bilo čedalje več, da bi bila vsaka občina v čim večjem deležu, kolikor ima invalidov, tudi zastopana v vašem društvu v posameznih športnih panogah. Se ti pa zahvaljujem, da si vzela si čas, ker si ravno po treningu direktno iz tvoje športne poti prišla sem v studio in si z nami in seveda tudi z gledalci podelila to čudovito zgodbo, ki jo že pišeš 7. leto skupaj s svojimi podporniki. Hvala tudi vam za povabilo. Drage gledalke in cenjeni gledalci, do konca smo pripeljali še eno tokrat športno oddajo v zadnji in naj vam bo tokratna misel v spodbudo, da najprej so zmožnosti, potem šele na zmožnosti. In kjer je volja, mora biti tudi pot. Lepo se imejte do prihodnjega torka in lahko noč.